Bilanca po zadnjem neurju je katastrofalna. Kakšne so nadaljne aktivnosti mariborskih reševalnih sil? Mariborske reševalne sile počasi, če ne bo novih nevšečnosti, počasi končujemo z delom, ker smo v 3-4 dnevih do sedaj bili 24 ur prisotni na terenu in z vidika zaščite in reševanja počasi zadeve zaključujemo, pripravljamo podlage za še tiste intervencijske ukrepe, ki so v pristojnosti ustreznih služb v sodelovanju z Republiškim štabom za civilno zaščito in Republiško upravo za zaščito in reševanje. Vse ostalo je pa v bodoče komunalni sistem, vkolikor se ne bodo vse nesreče, ki žal ugotavljamo ne počivajo, še dogajale. So morda znane že prve grobe ocene škode? Ja, tako kot sem povedal, za tisto najnujnejše gradbeno ukrepanje kot del že izvajanja sanacije, ne reševanja, je nekje ocena, ampak zelo, zelo groba, da je potrebno zagotoviti približno 2 do 2,5 milijona evrov. Trajna sanacija je pa sanacija, ki se na neki način ocenjuje v 8 do 10 milijonov evrov in je ta sanacija tista, ki na nek način je po moji oceni, mislim, ta ocena škode in potrebnih sredstev takšna, da bo dejansko politika mora odločiti o tudi sprejemanju zakona za odpravljanje posledic nesreče za ta naš štajerski prostor. Imam občutek, da v Ljubljani se ne zavedajo obsega dogodkov, razsežnosti posledic nesreče in če ne bomo prišli do tega, da bodo župani in poslanci z tega področja naredili takšno politično klimo v Sloveniji, da bo zakon o odpravi posledic na Štajerskem šel skozi, bodo to razglasili kot elementarno nesrečo, da bo sprejet zakon o odpravljanju posledic, potem penez onede. Kako je bila organizirana gasilska služba in s kakšnimi težavami se je srečevala? Ja, zjutraj smo začeli pač z posredovanjem oziroma intervencijami vsako društvo na svojem lokalnem področju, na tistem terenu, ki ga pač pokriva. Z stopnjevanjem deževja oziroma vode pa je bila potreba takšna, da kak je eno društvo zaključilo na svojem terenu oziroma da rečem, se je pojavila potreba tudi na drugem koncu Maribora, je pač to društvo izvažalo tudi čist na drugi del Maribora. V pogonu je bilo res vseh 11 društev oziroma vsi razpoložljivi gasilci, ki so bili na voljo, so bili v pogonu. Do večera, ko je še to vse skupaj bilo premalo in so nam pomagali tudi kolegi iz sosednje občine Ruše. Ocenjujemo, da bomo morali biti angažirani in to maksimalno angažirani vsaj 3 tedne, da bomo vse ceste spravili v tako stanje, da bodo varne, zanesljive in da bodo v primeru ponovnih havarij oziroma ponovnega naliva, da bodo zdržale vsaj, bom rekel, v podobnih okoliščinah vsaj tisti del oziroma tako stanje, recimo, da bodo v funkciji.